mene je motor iz konca druge svetovne vojne, ki so ga delali Rusi. Vprašanje, ki se poraja tukaj je, ali lahko ta motor pripelje 3 osebe iz Logatca v severno Dalmacijo. Zdaj, zakaj je bilo vprašanje, če nas bo ta motor pripeljal do morja, ker še štartali smo, snemamo intro za video, pa je že narobe, je že treba popravljati. Svečko bom zagonil. Glede na to, da ste videli uvodno sekvenco, lahko sklepate, da smo tisto svečko uspeli popraviti. Ampak ja, ta motor ni glih najbolj zanesljiv motor na tem planetu. Zdaj, mi smo na vse hudo pripravljeni, malo orodja imamo s sabo za pošramfati, ker tlele ni vprašanje, če ga bomo popravljali, ampak kdaj ga bomo popravljali, pa koliko huda je napaka. Če je to neka smečka za zamenjati, to više manje. Če pa nek bat ali ojnico utrže, tisto pa lahko samo še asistenco pokličemo in se naša avantura konča. Zdaj, jaz osebno sicer upam, da bo šlo lepo vse gladko in da pridemo v enem šubu do Dalmacije, ampak bomo pa videli. Dajmo pogledati, kako je šla cela pot. Tale motor je terensko vozilo, se pravi, lahko se pelje po makadamu, lahko se pelje tudi po cesti. In zaradi tega je ravno pravšna izbira, da se odpravimo z njemu po stranskih cestah lepo do Dalmacije. Za vse vas motoristične navdušence je majčken specifikacija, ne? Se pravi, tole je 35 konjev oziroma 650 kubikov. Dotični letnik je sicer letnik 81, tako da ni glih z druge svetovne vojne, ampak za demonstracijo bo čist v redu. Posebnost tega motorja je, da se z njemu lahko peljejo 3 ljudje, ker ima tole prikolico tle zraven. Zdaj, ta motor oziroma neko slično varianto ste lahko videli v filmu Vrnitev odpisanih, ker ga je vozil Balancero. Ajde, vozi Balancero! Hodi! Oziroma za vas, ki ste majčken mlajši, se ga pa mogoče spomnite iz filma Indiana Jones. Smo se ustavili, pa je že ta prvi tankane. Prvi postanek. Šli smo čez Cerknico do Loža in nam je skoraj zmanjkalo bencina. Koliko imamo rezerve? Zdaj za 12 km je 100%. Se pravi, takrat, ko pokaže, da nimamo več za 12 km. Sigurno. Ampak to je zih. Ampak to je ziher. Lahko tudi več. Lahko tudi več. Srečno doma je. Folk je pa rekel, da namo prišli niti do Postojne. Nismo bili v Postojni. Dober. Crknu? Crknu? Pa tudi ne bi šlo v prvo.
A ga va dol? Veš va dol. Jaz mislim, da smo pretežki. Tri taki ful težki karakteri so se kar spravili. Zdaj pa ne moramo iti v tele griče. Ja, nič, zdaj greva pa peš v severno Dalmacijo. Boško naj je pusto same. Ali pa na štop. Jaz sem bil prepričan, če smo prišli do hrvaške meje, da je to. Da bo gladko šlo. Pa ne gre vse gladko. Tudi slišim ga ne več, bohat kam se je odpeljal. Po mojem še na vrh hriba, pa ne je tam čaka. Jaj! V bistvu nismo še čisto sigurni, kaj je problem. A je problem tole, 8% klanc, a je kaj druga. Ne mi malo vode. Tam imaš razinsko. A ti lahko pomagava? Ja, lahko pomagava. Sem glih prej Cindy razlagal, da če smo do Hrvaške prišli, sem bil jaz prepričan, da je to. Ja, jaz tudi. Sem rekel, pa ful lepo je delal, kar naenkrat ni. Zajla za gas se je utrgala. Kako bo zdaj? Ne vem. Tu bo nimaš za zamenjati sabo. To niti ne moreš zamenjati. Kakor sem že v uvodu povedal, marsikaj smo imeli sabo za pač pošramfati, ampak na utrgano zajlo na gasu pa nismo računali. Smo računali na utrgano zajlo pri bremzah, smo tudi imeli rezervno sabo, ampak ni ista. Tako da tukaj se je problem šele pojavil, kako zdaj to stvar rešiti. Na neki točki so že razmišljala Cindy, da greva kar nazaj dol v vas, na štop, pa probava dobiti eno, prejemu mehankarju ali kaj jaz vem kaj, ampak je potem Boštjan najdel drugo rešitev. Mal ne vsakdanja rešitev, ampak se veste, kako pravijo, če deluje, ni neumen. Eno rešitev smo najdel, probal, zdaj čakamo, da se posuši tole. Pa bomo pa videla, bomo šli naprej ali ne. Kaj že gremo naprej? Upam, da bomo tudi kam prišli. Bomo videli. Nekaj ratov! Peljemo se! Vprašanje, koliko cajta? Lega, kako je zadovoljen! Čakajte, da vzdržite spet. Ural ima pestro zgodovino. Razvili so ga v začetku druge svetovne vojne z namenom boljše mobilizacije ruske vojske. Ural je zasnovan na BMW-jevem modelu R71. Sprva so ga izdelovali v Moskvi, vendar so zaradi vse hitrejšega vdora Nemcev v Rusijo tovarno premaknili v Irbit. Prvi motorji so zahromeli na bojišču 25. oktobra 1942 leta in so igrali pomembno vlogo pri zmagi Rdeče armade nad Hitlerjem. No, če se zamenjava? Ja, skrajni cajt. Zdaj gre pa jaz v foteljčka. No, pa je tu foteljčka. A veš, kak je tam zadnji sedeti? Kako? Kada bi unga bika jaho, a veš unga, Ronijo. Boš videl, boš videl. No, bom videl. Turn the tide, let the water go where it wants to go.
yourself beneath the stone. Somebody told me don't pretend, 'cause everyone could use a friend sometime. Take some good advice. Don't let your fear decide. Ovinkasta pot in čudovita narava mogočnega Velebita sta nas pripeljala do prvega pogleda na morje. Zavedali smo se, da se približujemo prvemu cilju te pustolovščine. No, zaenkrat nam kar uspeva, morje že vidimo, iz Velebita dol. Boško, dober si tole vzajlo popravo. Čakamo, nismo še na cilju. Dober, no, zaenkrat dela. Zaenkrat dela. Nismo še na cilju, počakaj. Koliko imamo še? Ne vem, pol ure. Pol ure, o dobro, tu sam dol se spustiš pa si. Bravo mi! Lik pred sončnim zahodom smo prišli. Evo! Bravo, bravo, bravo mi! Pa kva diši po morju? Prav diši. Diši po morju! Rabili smo 5 ur pa pol z menjavo zajle vred. Ja, Tako da, perfekt, računali smo 5 ur. lej, Tako da v redu, perfekt. v redu je, v redu je. Malo smo zmatrani, O, pa lačni, lačni pa malo smo skurjeni. tudi, ampak je bilo vreden, ful je bilo fino. Nora doživetje. Zdaj mora pa Boško tole zajlo malo zrihtati, da nas bo Ural tudi do doma pripeljal. Da nas bo Ural tudi do doma pripeljal. Ja, Ker zdaj je samo tako neki skup zlepljena, pa neki na Ne vem. ledri. Sploh ne vem, kako je to zdržalo do sem. Ampak moramo pa še domov priti. Ampak jutri imamo pa relax day. relax zdaj. Relax day. Da pa ne bo kdo rekel, da smo vas pustili ravnodušne, imava za vas eno super presenečenje. In sicer danes se nam je malo mudil, malo nam je zajla ponagajala, ampak na tej poti, ki smo se danes vozili, je še en kup lepih stvari za pogledati. Tako da na poti nazaj si bomo pa ogledali vse, kar lahko vidite, kaj je zanimivega na tej poti, čez Delnice, čez Babno polje do severne Pa Dalmacije. čez Velebit. Ja, pa čez Velebit, valjda Velebit pozabil. Ja, polovica poti je za nami, ampak druga polovica ni nič kaj manj zanimiva. V naslednjem videu se namreč odpravljamo na divji zahod in to kar sredi Hrvaške. Če ti je bil video všeč, pritisni všeček v urodni vrstici in ne se pozabiti naročiti na najin YouTube kanal, da ne zamudiš naslednje epske odprave z Uralom.